Dober dan in lepo pozdravljeni na portalu Info 360. Spremljate oddajo V središču. Vodim jo Brigitte Ferlič. V ponedeljek se izteče rok za oddajo ponudb za pridobitev koncesije za sežigalnico. Ideja sežigalnice, postavitev sežigalnice v neprevetreno Ljubljansko kotlino, kjer je že tako onesnažen zrak, razburja okoljevarstvenike in zdravnike. Kakšni so argumenti za in proti? V današnji oddaji bomo soočili gospoda Tomaža Ogrina iz organizacije Alpe Adria Green, gospoda Mirana Brvarja, zdravnika iz Centra za klinično toksikologijo in farmakologijo Ljubljanskega kliničnega centra, in gospod Tanjo Bolte, direktorat za okolje z Ministrstva za okolje, podnebje in energijo, ter gospoda Gregorja Goljo iz Energetike Ljubljana. Lep pozdrav vsem, hvala za udeležbo. Pozdravljeni. Pred oddajo smo vabili tudi Agencijo za okolje, vendar so nam odgovorili, da pred začetkom izvajanja posega, ki bi lahko pomembno vplival na okolje, bi morali najprej izvesti presojo njegovih vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje. In torej, dokler nimajo podatkov o predvideni tehnologiji, ki vključuje tudi informacijo o izpustih, višini dimnika, količini in vrsti odpadkov, o vplivu načrtovane sežigalnice na kakovost zraka, v pogovorih o sežigalnici ne morejo sodelovati. Bi ta njihov odziv kar na vas, gospa Bolte, naslovila? Torej je ta razpis zdaj za koncesijo bil preuranjen? Ne, ničesar ni bilo preuranjeno, to je tudi v skladu z uredbo, ki je sprejeta, se pravi, najprej se razpiše koncesijo za obdobje 30 let, kar ne pomeni nekakšna zelena luč, da se sežigalnica kjerkoli, oziroma termični objekt, če lahko tako pomenujemo, kjerkoli gradi v Sloveniji, niti v Ljubljani, niti na kakšni drugi lokaciji, ampak daje samo, bom rekla, nekako verodostojnost nekemu koncesionarju, da seveda pripravi vso dokumentacijo in vse postopke, kot je bilo že strani Agencije za okolje povedano, da se potem postopek lahko sploh prične z umeščanjem, seveda z vsem soglasi, z vsemi mnenji, z vsem, bom rekla, karkoli se pač temu sledi, se pravi, da se vključi javnost, vse strokovne inštitucije, da podajo svoje mnenje in na koncu, ko se zaključi, če se zaključi vse skupaj za pravnomočnim dovoljenjem, tako gradbenim kot integralnim, pač OVD-jem oziroma dovoljenjem okoljevarstvenim, potem je seveda to zelena luč za gradnjo sežigalnice. Nikakor pa ne za podeljevanje koncesije. Ampak javnost tako logično pričakuje, ali bi se logično zdelo, da pri takem projektu bi bili najprej narejeni vplivi na okolje, a ne, potem pa bi se šli v koncesijo, podeljevanje koncesije. Ampak taka je verjetno zakonodaja, ki tega ne dopušča, ne? Ja, mislim, tako je bila pripravljena zakonodaja že prej, mi smo trenutno res uredbo spreminjali v določenih delih, nismo pa spreminjali tega dela, se pravi, vedno je bila koncesija, zdaj težko rečem, ali je to po kakšni evropski zakonodaji, ker toliko se ne spoznamo v to, ampak dejansko je nekako da možnost, mislim, da temu koncesionarju, ki bo izbran, ki bo seveda moral, kot so menili v ponedeljek, pač pridobivamo, oziroma torek je odpiranje ponudb in seveda mora po nekem obrazcu pridobiti oziroma dodati vso dokumentacijo, vsaj nekaj dokumentacije, da lahko potem postopek steče tudi naprej. Vsekakor pa to bi še rada enkrat ponovila, ni nobena zelena luč za kakršnokoli sežigalnico, kjerkoli na kakršnikoli lokaciji. V torek ste rekli, je odpiranje ponudb, gospod Golja, Energetika Ljubljana se bo prijavila. Kako kaže z vašo prijavo? Kaj je bilo treba vse pripraviti? Kakšne dokumente? Ja, mi smo že v postopku, v dosedanjem postopku pripravili tehnično rešitev z kolegi, zato smo najeli izkušene kolege projektivnih birojev iz Avstrije. Sedaj pripravljamo investicijski program, potem tudi elaborat emisijskih vrednosti. To mislim, da bo vse te elaborati bojo končani predvidoma jutri. Ti kolegi iz Avstrije so sodelovali že pri postavitvi kakšne sežigalnice v Avstriji? Ja, sklepamo. Absolutno. A bomo potem prevzeli kakšen njihov model ali so pri nas kakšne specifike drugačne kot pri njih? Ne, popolnoma podobne modele tudi proizvajalcev sežigalnic je v svetu omejeno malo, bom rekel. Tudi mi smo se odločili za nekako najsodobnejšo tehnologijo, to je za sam sežig v tako imenovani lebdeči plasti. Mi smo se
odločili to že v letu 2021, recimo na Dunaju, kjer bojo zamenjali njihovo najstarejšo sežigalnico, bojo izbrali popolnoma enako tehniko sežiga. Kaj to pomeni, če malo za gledalce bolj opišete, a ne, da bodo razumeli? Ta tehnologija je primerna predvsem za predhodno obdelane odpadke, kjer se v procesu obdelave odpadkov pobere praktično, kar se da, vse reciklate se pobere ven, tako da bojo v sežig grejo samo dejansko odpadki, s katerimi se ne da, ker ni koristnih snovi, ali se ne splača, ali jih pa ni mogoče več odstraniti ven. To, kar zdaj, včasih bi to odlagali, ampak teh količin bi bilo ogromno. Jaz mislim, da je to bistveno boljše, da se to do konca izrabi. Gospod Brvar, je po vašem mnenju za tako sežigalnico, za razpis koncesije preuranjeno? No, zdravniki smo že pred leti pisali na Ministrstvo za okolje in prostor, kot je še prejšnji minister, in smo nasprotovali takšnemu vrstnemu redu podeljevanja koncesij in gradnje sežigalnice, ker smo opozarjali, da če se bo 30-letna koncesija podelila vnaprej, kot v tem primeru, ker niti lokacija ni še določena, pač je vprašanje, a ne, če je to pametno. Kar takoj navežem, zakaj koncesija torej vnaprej, če nimamo določene niti lokacije? Povedala sem, da s podelitvijo te koncesije dobi pač tisti koncesionar zagotovilo, da prične za pridobivanje vseh dokumentacij, vseh postopkov. In tudi v uredbi, koliko berete, piše, da ničesar ne more narediti pred pravnomočno izdanim dovoljenjem. Tako da pač takšen je postopek, jaz zdaj težko rečem zakaj, ne vem, kdo bi pač prejšnjem ministru, pač ta uredba bila tudi v javni obravnavi, tudi sedaj. Mislim, vem, da nismo dobili nobenih teh takšnih pripomb, ampak pač postopek je takšen kot je. Seveda pa, tako kot se da neko zagotovilo, da začel s pridobivanjem dokumentacije, da saj verjetno nekaj ima v rokih. Ne? Kako pa boste vi začeli pridobivati dokumentacijo, če ne veste, na kateri lokaciji točno bo postavljena sežigalnica? Ne? Zdaj sta v bistvu v obstoječih prostorskih aktih sta dve možnosti za energetsko izrabo. Kar smo morali zato, da sploh lahko steče postopek umeščanja v prostor, da sploh lahko imamo možnost sestavo in se prijaviti na razpis, moramo imeti neko dokumentacijo. Brez tega ne bi mogli narediti popolnoma nič. Sta tehnični rešitvi narejeni, sedaj so tehnične rešitve narejene za vse 3 lokacije. Se malenkostno razlikujejo. Razlikujejo se predvsem zaradi se pravi dobave teh odpadkov. Ne? Ker če recimo na Barju tik ob centru Recerov bomo enostavno tekoči trak zgradili, medtem ko na ostalih 2 lokacijah bo treba to reševati s tovornim prometom. Gospa Bolte. Mislim, rada bi dopolnila, da seveda je to možnost, da pač tak si bo prijavil, vkolikor nima seveda samo ene lokacije, se lahko opredeli do vseh 2, 3, ne vem, 4, če hočete, in seveda vse skupaj po 4 postopkih tudi vodi. Se pravi, se mora opredeliti posod do vseh teh 2, ne vem, kot sliši gospoda, 3 lokacij. Ne. Seveda se potem, tako kot se pri DPN-jih, se zbira najboljša varianta, ne, se tudi pri DPN ni samo ena, ampak imaš več različnih in se zbira tudi glede na mnenje, mnenjodajalce in pač o tem, kaj pač bom žrtvoval, ne. Ne mislim tukaj, da bo žrtvoval karkoli, ampak v primeru DPN pa neko grade neke ceste, se gre mogoče včasih po kakšnem zavarovanem območju, karkoli in potem se to tehta, ne, okoljsko in tako in finančno in vse skupaj. Katera lokacija torej je najboljša za Ljubljano? Sploh za katera? Za nas se zdi to past, a ne zato, ker v tem primeru bo koncesija podeljena ljubljanskemu podjetju Energetika Ljubljana za 30 let, kljub temu, da se niso te presoje vplivov na okolje narejene. In v bistvu je s tem že določena lokacija, ker verjetno Energetika Ljubljana pač lahko gradi v Ljubljani, verjetno bo težko v Domžalah ali pa Kamniku, to si skoraj ne predstavljam. To se torej strinjate ali ne, da je Ljubljana 3 lokacije v Ljubljani, ne nikakor kjerkoli zunaj? Zaprečujem. Želim sem to reči, da tako, kot ste prej omenili, kar je agencija napisala, vse to so postopke in skozi postopke vidiš, katera lokacija je najboljša glede na vsa mnenja, mnenjodajalce, zdravstveno stroko, javnost, karkoli, kar se vse razgrne in potem šele vidimo, kjero lokacijo gremo. Seveda, sedaj so možnosti 3 očitno, ne vem, nisem. Ampak ne vem, kar še ni bilo ključno je vprašanje, zakaj prav Ljubljana, ki je Ljubljanska kotlina in ima najslabši zrak. Lokacija v Ljubljani pač ni primerna v tej Ljubljanski kotlini, ker je neprevetrena s temperaturnim obratom in tako naprej, in ko v tem postopku, ko ste sprejemali uredbo, smo tudi v drugih
ki je bila zdajšnja vlada, mi se pač napisali neke pripombe, da priporočamo, da vključite tudi kriterije. Tako je, naseljenosti, geografske značilnosti, meteorološke, in da se zbere lokacija, kjer je manj poseljeno, kjer je bolj prevetreno, a ne, da je čim manjši vpliv na ljudi. In če bi to naredili, a ne, mi smo predlagali, da bi se to naredil strateški pregled za celo Slovenijo, kje so takšne možne lokacije, da je čim manjši vpliv na ljudi in bi bilo eventualno možno sežigati, čeprav jaz dvomim, da takšna lokacija obstaja, ker je pač Slovenija alpska dežela, s kotlinami in dolinami, kjer je sežiganje težko oziroma neizvedljivo. Zato za nas je opcija najboljša, da se to še naprej izvaža, a ne, ko ste pa prej omenjali Avstrijo, se mi pa zdi, da od njih ni najbolj pošteno, da hodijo k nam svetovati, ker vse svoje sežigalnice, razen 2 manjših, so zgradili na ravnini nad Alpami. Samo v Podkloštru pa v Brüggu je, v Alpski dolini. In to so manjše in še celo so sežigalnice, papirnica je v Brüggu, a ne? Boste odgovorili? Jih je veliko več. Ne, samo. Ja, jih je veliko več. Tam recimo v Brückendenmur je v Alpski dolini, potem 5 km stran je Niklasdorf, tik ob Leobnu, je ravno tako velika sežigalnica. Obe sežigalnice sta približno enako veliki kot je predvidena za Ljubljano. Še to, zakaj je pametno graditi v mestu? Tukaj moramo poudariti, da tukaj ne gre, prvenstveno je sežig odpadkov, ampak je tudi koristna raba te energije pridobljene iz sežiga odpadkov. Zdaj, če gremo, ne vem, postaviti recimo Postojno. Sem razmišljal o Postojni. Postojna je bistveno bolj prevetrena, če bi postavili v Postojni. Cela občina Postojna nima dovolj porabe toplote, da bi vso to toploto porabili, ki bo proizvedena. Recimo, če bi zgradili enako veliko sežigalnico kot v Ljubljani. In kaj smo potem rešili? Še vedno v Ljubljani je problem tukaj, jaz mislim, da je problem ne samo toplot, emisije teh prašnih delcev znotraj Ljubljane, ampak emisije prašnih delcev iz celotne ljubljanske kotline. Vse tukaj pa vprašanje, ali mi hočemo se znebiti odpadkov ali ogrevati Ljubljano, ali oboje. Oboje pa ne bo šlo, zato ker bomo onesnaževali zrak, a ne? Gospod, da še navežem na gospoda Ugrina, bo šlo oboje, to, kar je gospod zdaj omenil, izkoriščati toploto in se znebiti odpadkov. Je to rešitev, je sežigalnica rešitev, da naslovimo oba ta problema? Torej, sežig in izraba toplote. Alpe Adria Green je proti sežigalnici, vrsto razlogov je za to. 5. januarja je poslal dopis predsedniku vlade, torej dr. Nataši Pirc Musar in tudi magistru Kumeru svoje stališče v 10 točkah. Lahko rečem, eden od teh razlogov je, da imamo zakon o odpadkih, ki določa hierarhijo ravnanja z odpadki, torej iz leta 2022. In ta razpis krši ta zakon, ker je treba najprej preprečevati, reciklirati, ponovna uporaba in tako naprej, skratka trajnostno ravnanje z odpadki. To se pravi preuranjen razpis. Druga stvar je, približno smo slišali tam v Cukrarni leta 2022, 50 občin bi vozilo v Ljubljano. Že zdaj je ta RCERO z okoli 50 občin, to ne gre, mi ne bomo Ljubljana mesto odpadkov, kaj se pa to prav, ne? To se pravi, da vam povem še mednarodno delovanje, podobno kot Alpe Adria, organizacija ECOS, ki ima 150 različnih društev, zahteva moratorij na gradnjo novih sežigalnic. Torej, ste res kršili zakon o odpadkih in tako dalje, te stvari, ki je zakon o odpadkih sploh ne obstaja, to mogoče zakon o varstvu okolja obstaja, seveda je hierarhija in je nikako nismo kršili, kajti ministrstvo točno ve, da moramo vse druge cilje, zdaj, če se sam skoncentriramo, kaj gre v to vrstno termični objekt, ko govorimo o sežigalnica, gre del črne kante, črnega zabojnika, ki imamo pred svojo hišo, ker vse preločimo. Iz tega črnega zabojnika, ko odpeljejo pač komunalna podjetja, izločijo še kar je še uporabnega in
kar preostane, kar je, seveda gre v to vrstni objekt, poleg kosovnih odpadkov in tako naprej, če se ne da ničesar izrabiti. Mi kot država, in na tem strogo strmi tudi Evropska komisija, moramo vse druge cilje, ki so določeni po zakonodaji, seveda obklukati in jih moramo doseči. In nikakor jih ne bomo dosegli, da bomo vse strpali v to vrstni objekt, kar sploh ni niti bilo nikoli mišljeno, niti nismo tako razmišljali. In tudi to, da smo omejili kapaciteto na toliko, kot je dejansko odpadkov oziroma kot je gospodarska javna služba. Če gremo samo 2 koraka nazaj. Zakon o varstvu okolja govori, da je državna gospodarska javna služba sežiganje odpadkov. In pač do danes še vedno nimamo, bom rekla, niti objekta, niti to vrstne državne javne službe ni, ker dejansko določena podjetja izvažajo v tujino. Če gremo še en korak nazaj, vsi vemo, da zaradi potrošnje smo pač, tako kot smo, cela Evropa je takšna, cel svet, se zaradi potrošnje količina odpadkov jih je vedno več. Seveda moramo, tako kot sem že rekla, stremeti k ciljem, tako kot je gospod Tomaž Ogrin rekel, hierarhija odpadkov je jasna in seveda je najprej preprečevanje in to delamo z vsakozvestnim ozaveščanjem, z akcijami, s trajnostno potrošnjo in tako naprej. In če pride do odpadka, šele z njim nekaj narediš. Ali ga termično obdelaš, ali ga odložiš na odlagališču. Ker odlagališč nimamo in ker je tudi tam omejitev, kaj lahko daš na odlagališče glede na določene vrednosti, gre lahko samo v takšen termični objekt. Samo še dva stavka bi rada povedala. Se pravi, dejstvo je, da trenutno vse to pošiljamo v tujino. Drugo dejstvo je, kar je bilo že povedano tudi zadnjič v Studiu 17, da imamo toliko in toliko žarišč v Sloveniji sedaj, ker ti odpadki stojijo, ker se ne premaknejo nikamor, ker jih tujci ne prevzamejo, predvsem v primerih, ko je določen objekt ali v remontu, ali v popravilu, ali v ne vem čem, in pač prevzema odpadkov ni. In tako, če se spomnite Puconci, kaj je gorelo in kako to gori in dobro zgori, ne? In pač kakšne so tam emisije v Mariboru in tako naprej. In pač nekaj v Sloveniji moramo postati verjetno samooskrbni, oziroma moramo se tudi o tovrstnih problemih, seveda se strinjam, pogovarjati. Sam še en stavek, ključno pa je, da vkolikor se zgradi takšen objekt, kot je bilo povedano, se moramo zmanjšati individualna kurišča. Individualna kurišča se mora priključiti in to pač morajo oni tudi dokazati, oziroma kdorkoli bo dal vlogo, je potem povedati, kakšen je odjem. In še en korak, mi smo pred leti, ne vem pri katerem ministru, je bilo tako, da so se lokalne skupnosti prijavile, kdo želi, bom rekla, prevzeti to vrsto odpadkov oziroma govoriti ali se pogovarjati naprej o sežigalnici, to vrsto vlad nazaj. In potem smo prišli do tega, da smo se omejili na Ljubljano, Maribor in Kočevje je bilo še v igri, ampak ker Kočevje ni imelo odjema toplote, tako kot je bilo povedano, sta prišli v ožji zbor samo Ljubljana in Maribor. Šli smo od spodaj navzdol, da tudi lokalna skupnost, javnost, če hočete, ne vem, na kakšen način sicer, imela možnost nekako znotraj občine predebatirati o teh stvareh oziroma se do tega opredeliti. Tega odjema toplote se bomo kasneje še navezali. Vas te argumenti prepričajo, gospod Bervar? No, se pred kratkim razpis za izvoz odpadkov v tujino, ki je bil neuspešen. Pa je bilo nekaj ponudnikov, ki so dali primerljivo ceno od 200 do 300 evrov, tako je bilo javno objavljeno. In takšna je tudi cena, ki jo zdaj pač plačujemo za izvoz odpadkov. Ta cena niti ni tako velika, če preračunate na vse prebivalce, ki jih RCR oskrbuje, javno so povedali, da dajo za odvoz in sežig odpadkov 200 milijonov na leto, in če tukaj odštejemo še neke stroške podjetij, ki verjetno to odplačujejo, ne vem, trgovske verige, hoteli, potem in da oskrbujejo 46 občin, to pomeni 760 000 prebivalcev, in če to zdelite, pride manj kot 2 evra na prebivalca na mesec, da se te odpadki izvozijo v tujino in sežigajo. Zavedati se moramo, da pri nas niso pogoji ustrezni za sežig, medtem ko v tujini na severu Evrope pa so. Tam sežigajo ogromno odpadkov na Danskem in še više in imajo najčistejši zrak. Zato, ker tam močno piha veter in je prevetreno in se te strupi razrečijo. V kotlinah, kot je pa Ljubljanska, kjer je v zavetrju Alp, neprevetrena, s temperaturnim obratom, praktično celo zimo, se bo pa to nabiralo kot v loncu in zastrupljalo ljudi, kar se tudi pač kaže že
sedaj na zdravje prebivalcev. Ste naredili kakšen tak ekonomičen izračun, da imate točne številke, koliko dražji ali pa koliko ceneje nas bo prišla sežigalnica? Mislim, ministrstvo tega ni naredilo, ker niti ne vemo točno, s kakšnim približno vemo, koliko pride odvoz trenutno odpadkov v tujino, ker to smo pač govorili, ko smo ta razpis, kot je gospod Barvar omenil, smo ga pač tudi skupaj seveda s temi občinami pripravljali, da bi pač pospešili še ta del. Seveda se ni nihče prijavil, oziroma cena je bila toliko, mislim, čez tisto objavljeno ceno, ki smo mi dali 180, če se ne motim, evrov na tono, je bila okrog 350, kako na koncu, da pač nismo pač uspeli s tem razpisom. Mislim, jaz se deloma lahko... To bo zdaj razpis ponovljen, ali kaj bo se naredilo zdaj? Trenutno pač se nismo več od tega... Drugačna cena, ne? Lete, zdaj pač nimam cen pred sabo, no? Ampak razpis ni bil uspešen. No? Rada bi sem tukaj povedala in zaključila to. Po našem mnenju je to samo zato, da je to dodatno argument za gradnjo sežigalnice. Da to ni bil uspešen. To ni, če lahko sem nekaj rečem. Ali ste imeli to razpis ni bil uspešen, zakaj? Ker je bila cena previsoka, ker je šla čez tisto razpisano vrednost? Mi smo mogli s cenami govoriti seveda z občinami. Država ni dala niti evra zraven pri tem razpisu. Država je bila samo inštitucija, ki je ta razpis razpisala za to, da smo govorili o celotni količini odpadkov, ki pač je za to vrstni namen, ne? In da ni vsako posamezno podjetje ali pa komunalno podjetje ali karkoli šlo posebej v razpis. S tem razpisom smo želeli na ta način uspeti. In seveda smo jih omejili, kajti tudi, če gospod Prvar govori 2 evra več ali 3 evra več na položnico, to mora občinski svet potrditi. In občinski svet oziroma neke cene so bile že prej določene. In do neke maksimuma smo rekli, da gremo, kajti nekateri imajo ponudbe tudi mogoče pod to ceno. In ker smo želeli preprečiti to, da bi se vsi odpadki dvigli potem, ne, pač kar se izvaža. Rada bi sem to rekla. Jaz se deloma lahko s vsemi navedbami strinjam in tudi pač mi smo tisti, ki, če ministrstvo za okolje, ki skrbi za okolje, ki nam je mar za zrak, kajti konec koncev je nova direktiva, ki pač imamo še določene omejitve in pač se moramo tudi to spoštovati in tudi to zagovarjati proti Evropi. Jaz bi samo rekla, če mogoče mi lahko nekdo razloži, kaj se zgodi s tem, ko odpadki stane v Sloveniji. Mi z lahkoto sedaj rečemo, najgore v Skandinaviji se tam se odpihne, pa ne vem kaj. Ampak če lahko sam stavek, ko ne bojo več prevzemali, res ne vem, kam bomo te odpadke dali, kam jih bomo pripeljali. Jaz se gospod Barvar upravičujem, ampak mislim, z lahkoto reči, smo proti temu. Se strinjam, to je diskusija, ni treba na podlagi meritev, podatkov govoriti, nekar povšalno, ampak kam naj s temi odpadki, kaj bomo mi naredili kot država, da bomo potem lahko s tem preživeli, če nam zaprejo vrata tujci. Torej, kam z odpadki? Imamo kakšne alternativne rešitve, gospod Ogrin? Ja, poglejte, kar takole za mizo se jih ne da. Pred skoraj 4 leti bi moralo ministrstvo razpisati nekaj študij za alternativne rešitve. In bi danes imeli študijsko obdelane alternativne rešitve. Pred več leti sem bil v Gornji Radgoni na željo župana in dr. Kralja pokojnega, kjer so želeli imeti svojo sežigalnico. Recimo, Kitajci prodajajo take zabojnike ali pa malo večje, seveda bi morali dodatno inštalirati čiščenje. Ampak tako, najlažje je, da strpaš na kamion, občina, ne, in odpelješ Ljubljano. To ne gre. Centraliziranje odpadkov odpade. Torej, ampak je treba študijsko k temu pristopiti in razpise mora dati ministrstvo za okolje. Razpise, tako da bo strokovno gradivo, ministrstvo za okolje bi moralo biti bolj proaktivno glede tega. Boste pa tudi vi odgovorili, se strinjate. Ministrstvo za okolje je zamudilo čas za te še možne razprave o alternativi. Za vse te rešitve mi gledamo to na tako, da smo mi pač del Evropske unije, kjer poteka prosta trgovina z blagom, prometom, a ne poleti več čas bomo poslušali, kako so zastoji na cesti, zato ker smo del evropskih koridorjev in ne moramo nič vplivati na to. A ne? In isto je s trgovanjem z odpadki. Mi trgujemo z odpadki tako kot ostale evropske države, izvažamo veliko odpadkov, ne samo te odpadke za sežig, te so v bistvu manjši delež odpadkov, ki jih mi v resnici izvozimo. Mi izvozimo veliko več drugih odpadkov, kovin, embalaže in podobno. In tudi druge evropske države izvažajo. Italijani ogromno izvažajo v Italijo, Nemčijo, v Slovenijo, Nemčijo in tudi više gor. Nemci izvažajo Slovaško, Dansko in Irci in vsi izvažajo odpadke in to ne vem, zakaj se problematizirajo vse te, sam ta manjši del slovenskih odpadkov, pa da jih nobeden ne bi hotel v Evropi in mi ne smemo z njimi trgovati. Vsi ostali pa lahko in to poteka na veliko po celi Evropi.
Želeli ste nekaj dodati? Ja, poglejte, zakon o varstvu okolja ščiti prebivalce Ljubljane in sicer namen 4. člen je tak razvoj družbeni, ki omogoča dolgoročne pogoje za zdravje, počutje in kakovost življenja ljudi. Sežigalnica je točno nasprotje temu. Potem imamo pa še recimo načelo preventive, ki je pa zanimivo v tem, da se recimo uporabljajo najboljše razpoložljive tehnike dostopne na trgu. Na trgu pa ne dobiš nobene sežigalnice za Ljubljansko kotlino, ki ima inverzijo. V decembru in januarju, jaz sem pregledal BAT in BREF, to je en pač konglomerat, sporazum med več deležniki, ampak tam ni lokacij. Za lokacijo mora vsak sam poskrbeti in naša lokacija ima inverzijo. Poglejte, december, januar, koliko je bilo megle in sem v svojem članku v Mladini napisal, da je recimo lahko tudi 500 metrov inverzija. To se pravi dimnik 500 metrov. Ne? Na Barju ga ni mogoče postaviti, ne? Nikjer ga ni. Nikjer, ne? Nikjer. Takega dimnika nikjer ni. 360 je v Trbovljah, recimo, ne? 447 je v Kazahstanu. Najvišji. Torej, kakšen bo v Ljubljani, če bomo sežigalnico gradili v Ljubljani na področju inverzije? Torej? O sami višini dimnika se jaz ne bi zdaj izražal. Je stvar, višina dimnika je stvar izračuna. Glede na emisije, ki grejo ven iz same naprave, o tem obstaja uredba, kako je treba to določiti. Mi bomo še ekstra, oziroma Mestna občina Ljubljana je že pripravila razpis in izbrala izvajalca za izračun širjenja onesnaževal in skupnega prahu iz te enote, mi jo imenujemo TEO Ljubljana, kot toplota in elektrika iz odpadkov. V sklopu te študije, teh izračunov, modeliranja, bo preskušane tudi različne višine dimnika, zato, ker nam je cilj, da je čim manjši vpliv na okolje. Če bomo s tem izračunom ugotovili, da bo ta enota TEO Ljubljana povzročala onesnaženje zraka, premočno onesnaženje zraka v Ljubljani, enote ne bo. Je pa treba še to poudariti, zdaj se tega nismo dotaknili. Mi se pogovarjamo, ali enota TEO v Ljubljani da ali ne. In da bo to dodatno povzročilo dodatno onesnaženje, pa to temu ni tako. Vi obljubljate, da boste potem del enote zaprli oziroma nadomestili z Točno tako. toploto iz sežigalnice, ne? Ja, točno tako. Se pravi, premog, sočasna proizvodnja elektrike in toplote v termoelektrarni Toplarni Ljubljana se z letom 30 prekine. In se pravi, premoga v Ljubljani za proizvodnjo toplote in elektrike ne bo več. Del te proizvodnje bo prevzela tudi nova enota TEO. Pa bo dovolj odpadkov? Kaj, če se zgodi, da nekoč ne bo dovolj odpadkov? Gremo potem lahko po poti TEŠ 6? Ne, ker ta enota tudi, zakaj smo se odločili za to, kar sem prej rekel, sežiganje v tako imenovani lebdeči plasti. Taka tehnologija omogoča sežiganje različnih oziroma uporabo različnih energentov od energijske vrednosti 8 kilojulov na kilogram do energijske vrednosti 20. V teh kotlih, ko bojo zgrajeni, bo možno potem izrabljati tudi kakršnokoli biomaso. Tudi popolnoma svežo, se pravi, svež odsek. Pri biomasi je pa spet večji učinek na okolje negativen, ne? Prosto verjetno ukineš nekatere individualna kurišča. Mislim, treba je vedno širše, se prečujemo, da skačemo. Mislim, vedno treba širše gledati. Jaz se strinjam z vsem, ampak dajmo mogoče s podatki, ker zdaj tako pavšalne trditve, tudi jaz ne vem. Super bilo, da je bila neka analiza narejena. Vse to problem, ker nimamo, ker se pogovarjamo vse zato, bolj nasplošno tudi razložiti, v kateri fazi podatki so, v kateri fazi bo neki izračuni, modelski, tudi Agencija za okolje bo mogla preveriti, treba bo
modelskim izračunom preveriti in višino dimnika, tako kot je bilo povedano, in kaj se v okolici naredi, kam se ta individualna kurišča, kjer ne nadzorovano, ne, vsi vemo, verjetno, ne, če pač nismo toliko zavedni, da bi vedeli, kaj v svoje kurilne peči, s čim se mi ukvarjamo, kaj svoje kurilne počini, kateri mečejo, ne, pa tega ne nikoli na glas, nimamo nobeno oddajo o tem, pa bi bilo zelo fino, če bi bila. Tega problema, ja. Super, ja, ker je bilo res odlično, ker bi se moglo, ker vidimo, da nekateri strpajo v svojo kurilno peč vse smeti, ker mislijo, da potem ne plačajo svojih odpadkov, katastrofa, in nenadzorovano, brez nobenih meritev, ne, iz peči, mislim, iz našega dimnika se kadila kabarskaj, in potem kaj dejansko so tako vsi ostali gledajo, kaj dejansko se ukinejo, kje se ukinejo individualna kurišča in grejo na tako imenovano skupno, če lahko rečem kotlovnico, pa skupen objekt. Tako kot če lahko sam zraven, še dva stavka mogoče zraven dodam, mi smo pred leti, ko smo imeli kršitev še trenutno veljavne direktive, smo imeli 7 območij in tam smo v bistvu tudi takšne, po avstrijskem primeru smo se zgledovali, ne, se pravi, da v kakšnem primeru se individualna kurišča dajo na dolbe, na skupna kurišča, za tega, da se 20-30 individualnih kurišč ukine s tem, ne, in to pomeni nadzorovane meritve emisij in nadzor nad enim kuriščem. Treba bo za individualna kurišča seveda potem najti nadomestitev. Ena od možnosti je to, da boste tudi na daljinsko ogrevanje jih priklopili. To pa, kot smo zvedeli, ni še vključeno v projekt sežigalnice, ne? Priklop na daljinsko ogrevanje. Finančno ni del enote TEO, ampak je pa seveda vključeno. Če se to zgradi, če se zgradi ta enota, če se TEO enota zgradi na Barju, tik ob centru za RCERO, potem je treba vročevodno omrežje širiti na tisto območje. In po analizah, ki smo jih naredili, bo ta enota za TEO pokrila samo Vič, če seveda pride do množičnega priključevanja. Bo cirka 40-50 megavatov toplotne moči bo samo na območju zahodne Ljubljane. To sem samo hotela stroškovno nasloviti. Strošek projekta, to še sežigalnica, ta strošek projekta je samo sežigalnica, ki je ocenjena na približno 200 milijonov, a ne? Potem je pa treba te stvari še zraven prišteti. Gospod Ogrin? Kurjenje v stanovanjih v hišah, to spet pravim, bi morali pred 3 leti razpis narediti, kako to odpraviti. Imamo dober primer v Vranskem. Energetika Vransko je napeljala do hiš toplovod in ogreva hiše z lesnimi sekanci. Imamo urbana območja v Ljubljani, več takih se da lokalno to rešiti, ne? Tudi s plinsko tako napravo. Potem je ena druga možnost, DV-Soft iz Trbovlj, je naredil zdaj en poskus in tudi dobo že eno naročilo za shranjevanje toplote v zemljo in potem ogrevanje ampak vse to je treba študijsko se lotiti in narediti strokovno. Za takim omizjem težko zdajle, ampak zato mora ministrstvo, zato ga imamo, da razpiše take rešitve. Mi smo zdaj najprej razpis za koncesijo razpisali, da bomo zdaj nekako študije, zdaj pa lahko študije šele sledijo, ker je zakonodaja tako napeljana, nažalost. Študije ne bodo sledili. Študije presoje vplivov na okolje v procesu, to bo se še sledilo. Kot sem rekla, nobena koncesija ne pomeni zelene luči za nobeno sežigalnico, niti v Ljubljani, niti kje druge v Sloveniji. Ker je treba vse postopke speljati. Vsi postopki so jasni po zakonodaji, gospod Ogrin pozna zakonodaje. Treba je presoja vplivov na okolje, integralno gradbeno dovoljenje, OVD, to so vsi postopki, kjer se vsa javnost vključi, vsi strokovnjaki, vsa mnenja se pridobi. In če te postopki ne grejo skozi, potem in koncesija uredbi, koliko ste prebrali, piše pravnomočno gradbeno dovoljenje. Nekje je bilo napisano, da bo vlada dala 200 milijonov za sežigalnico. Vrednost projekta. Ampak to je preniska cena. 200 milijonov. O tem sploh še nismo ničesar govorili. Mislim, bile so ocene.
sploh oceni ne vem, bila so neke ocene, ampak trenutno niti ne vem, kaj bo oddano. Zadeva bila takšna, da smo govorili o modernizacijskem skladu, to so tudi prijavo so dali tako Ljubljana kot Maribor, ampak dejansko ni bilo to uspešno izvedeno, kajti mogel bi projekt potem končati do nekega leta, ne vem, kar nimam. 29 mesecev. Okay, hvala. To je evropska sredstva. Ja, to so evropska sredstva in pač to ni šlo, tako da trenutno nimamo ničesar, ni nikakorkoli obljubljeno, da bo vlada v kakem svojem proračunu, trenutno pač so v tem, trenutno ta finančna konstrukcija sam narejena, ni pa se povedano dejansko viri. Da bo o razpisu za koncesijo odločeno v mandatu te vlade, to je verjetno zelo malo verjetno, glede na to, koliko bližajo se volitve, koliko hitro. Mislim, jaz sem tako rekla, postopek je jasen, vprašanje je, ko bomo dobili vlog, koliko krogov bo dejansko, koliko bo dopolnitev, nekako, če je postopek daljši, se nekako pričakuje tam v maju, če se ne motim, podpis pogodbe, vkolikor pač seveda bi bilo uspešno, v drugače pa pač odvisno je pač od tega, kaj bomo torek odpirali oziroma kaj dobimo pa nekje do konca februarja pogledamo, damo nazaj za dopolnitve in koliko krogov bomo tekli skupaj. To je z vsemi krogi, s tremi krogi pač možnosti, vkolikor je več prijavitelj. Gospod Barbar, ste pomirjeni glede teh navedb, da je v bistvu še vse v zraku, da nimamo sežigalnice, še treba bo iti čez vrsto postopkov in lahko se vsi te postopki še potem zaustavijo izgradnjo sežigalnice. Jaz moti, da se zdaj opravičuje gradnja sežigalnice za 400 ton odpadkov na dan na Barju, zato da se bo ogreval južni del Ljubljane. Če bi hotel rešiti ogrevanje južnega dela Ljubljane, bi bilo veliko bolj čisto, da bi se naprimer tam zgradil nek plinski parni kotel in ogreval ta južni del Ljubljane in bi zaprli individualna kurišča tam. To se strinjate tehnično? Potem bi bilo to tehnično je možno. In to bi bilo potem taka sodobni plinski kotel, 20 do 30 krat manj onesnažuje zrak, kot ta sežigalnica, ki jo nameravajo zgraditi. To pomeni, da ta sežigalnica na Barju bo 30 krat bolj onesnaževala zrak kot plinski kotel v Mostah. In tudi to ni jasno, a to je povedal v studiu ob 17. Agreš. No in problem je tudi to, če ljudje na Viču, Murglah, Rožni dolini, Brdu ne bodo zaprli svojih kaminov in svojih individualnih peči, potem bomo imeli dvojno onesnaženo sežigalnico in še individualna kurišča. Kar je pa vprašanje, kot sem slišal, ta projekt ni še narejen, niti ni finančno vrednoten, koliko bo to stalo. In vedeti morate, da Ljubljana zaradi temperaturnega obrata že zdaj spada med najbolj onesnažena mesta v Evropi in zaradi tega ljudje pač zbolevajo. Znano je, da otroci v Ljubljani imajo pogosteje astmo kot drugi otroci po Sloveniji, vsaj več 100, okrog 900 je ocena, otrok ima astmo v Ljubljani samo zato, ker živijo v onesnaženem zraku. Če bi zrak v Ljubljani ne bi bil tako onesnažen, te otroci ne bi imeli astme. Več je tudi drugih bolezni, astme, kronične obstruktivne pljučne bolezni, srčnih infarktov in to Ljubljančani zato prezgodaj umirajo. In to so taki ključni argumenti, ki lahko tudi potem zaustavijo, verjetno podelitev oziroma izgradnjo sežigalnice. Če lahko samo rečem, posebej bomo dali še na zdravstveni vidik, potem je pa treba tudi kumulativno gledati vse učinke in pa mogoče bi še to povedala, da Agencija za okolje bo razvila določen namenski modelski sistem, ki bo omogočal simulacijo širjenja onesnaževal v urbanem okolju in cenodejanskih vplivov na kakovost zraka. Jaz bi predlagala, če se lahko v Sloveniji počakamo na vse podatke, na vsa dejstva, jaz jih niti ne vem, govorim zdaj zelo na pamet, oziroma ker gospod ve, jaz ne vem nič, oziroma noben od nas treh verjetno ne ve. Tako da jaz predlagam, da počakamo, naredimo vse simulacije, vse študije, ki jih morajo predložiti zraven tekom postopka in se usedemo in vidimo, kaj je možno in kaj ni možno. Jaz razumem, slišim, gospod Barvar, vas in vse ostale, ki na to pozarjate, nisem rekla, še enkrat, sigurni ste, da nobena vlada ne bo dala zelene luči, mimo tega, da se bo poslušal vse, ker veste, da za vsako cesto in za vse skupaj rabimo določena mnenja in se ne gre kar mimo nekih mnenj. In jaz predlagam, da počakamo in se na konkretnih podatkih, kaj se bo naredilo, kako se bo širilo omrežje, kaj se bo s tem ukinjalo, na konkretnih podatkih si stvari pogledamo in dejansko vidimo, kak je učinek. Ker zdaj razumem pa vas in vas slišim. Ja, a veste, javnost je razburjena zaradi tega, ker je koncesija zdaj zunaj in se sprašuje in to je bil strah. Razumem. To je popoln strah javnosti, zato se zdaj v tej temi tudi pogovarjamo, ker je treba pravočasno nasloviti. Kot je gospod povedala, ni podatkov še, ni analiz, ampak koncesija se pa podeljuje za 30 let. Ampak smo povedali,
da je to zakonsko tako določeno, Ja, a ne, in- da Ja, imamo zato, tak ker zakon. ne. se so sami Da ima- napisali sa- ta sa- zakon, Glejte. ne. To je samo, to je samo da Bom takoj- mi dobimo Legitimnost dajo, no? legitimnost, da nadaljujemo s projektom, z načrtovanjem projekta, z umeščanjem v prostor. Ampak glede na to, da gre za to velik Razumem, projekt, kaj- je problem Ja. javnosti to, da Razumem, seveda se ja. sprašujejo, zakaj pa to že zdaj, če vseh teh podatkov še nimamo, zakaj že gremo v koncesijo. Sej, Ja, ampak razumemo zdaj- vse te vidike, a ne, ampak mogoče bi se pa dal tudi zakon kako drugače zapeljati ali pa spremeniti ali pa tolmačiti, da bi mogoče pa res v tem Mislim, primeru, ko tolmačiti gre ga za to... trenutno ne da, ker je jasno da- napisano, kdor bere uredbo, imate jasna mogoče pravila bi, igre. bi pa lahko Ja. tudi kakšne spremembe šli, ne? Ja. Vedno je pot. Okej. Ja, ampak tako In, kot in je- to, zato je to javnost toliko zmotilo, zato je tak Ampak velik zato, problem. ker mogoče tudi, ampak vesela sem takšnih Ja. oddaj in verjetno bo treba še več. Zato je dobro, da pač vsi povemo, vsi Tako. slišimo, ne, in potem mogoče ne dobijo sami iz enega kroga, razumem pa pomisleke Ne, treba tudi je javnosti, uravnotežiti, tudi ljubljanskih ljudi, prebivalcev Ljubljane, cele Slovenije konec koncev, ne, in treba je ravnotežiti to, pogledati in pač dejansko na podlagi podatkov in meritev povedati, kaj dejansko bo tam in kaj ne bo. Vse, kot smo rekli, moteče je samo zato, ker je koncesija zunaj in Razumem, ljudi smo to razumeli, ja. izjemno moti. Ja, No, gospod. jaz sem hotel samo še to reči. še Prej, gospod Ogrin. že na začetku smo govorili tudi o Danskem, pa kako je čist zrak Ja. na Danskem. Jaz sem šel za to, da se pripravim na oddajo, ponovno malo pogledati stare članke, staro literaturo in sem ponovno vzel en kratek povzetek ene študije, ki so jo pripravili na Danskem, in sicer v Univerzi Aarhus, ki ima zelo dober oddelek za varstvo okolja. Tudi Evropska unija se sklicuje veliko na njih. Ta študija je na voljo tudi na spletni strani, in sicer se imenuje zelo enostavno, kjer je dim, je tudi ogenj. V angleščini where is smoke, there is fire. Kaj je zaključek te študije? Obravnavali so pa individualna kurišča in vpliv individualnih kurišč na kakovost zraka v primerjavi z tem daljinskim ogrevanjem, v primerjavi s prometom. Zaključek študije: prepovedati kurjenje biomase in se bo kakovost zraka na Danskem izboljšala za 90%. Mislim, da na Danskem ne kurijo nič drugačnega lesa kot pri nas. Samo prepovedi ponavadi ne prinašajo rešitev, to smo tudi v Sloveniji že večkrat videli, ne? In ljudi prisiliti, da bodo verjetno tudi individualna kurišča ukinili, sploh v Sloveniji je misija nemogoče, gospa. Mislim, glede na to, kakšna smo goznata država, ne? Ampak jaz bi samo rada povedala, ker je bil tudi v Zanču v 17, ko smo govorili o tem, ne, kakšna je bila tudi neka politična zgodba teh devrov ne damo, ker smo želeli samo, da se v urbanih središčih dejansko prepove oziroma da se gre na druge alternative vire, ki so bolj čistejši. Ne? Ja. In pač bom rekla, da bo vsi skupaj s politiki, ne se prečujem, bomo mogli razumeti, pač kaj imamo in kaj lahko zdamo za to, da bomo pač čistejši zrak. Sama ministrstvo ne more ničesar narediti. Ne? To moramo biti vsi skupaj, tukaj, ko smo v studiu in še ostali, moramo za to pač nekaj narediti, vsak pri sebi. Ne? Tako da pač to je dejstvo. No? Ministrstvo lahko ozavešča, lahko obvešča, lahko daje subvencije, ki jih dajemo vsako leto. 200 milijonov je bilo v zadnjih 10 letih, če se ne motim, 125 v tem mandatu dano za zamenjavo okolnih naprav. Dimnikarje izobražujemo, mislim, delamo zaveščevalne akcije, ampak samo to ne bo prineslo. Zato, ker se ljudje očitno premalo se zavedamo, kaj povzročamo s tem, ko v kurilno napravo dajemo še kaj drugega, kot pa pač samo suha drva. Ja, pa Gospod Ogrin, se upravičujem, že pred minuto ste hoteli besedo, povejte. Koncesijo se da tudi vrniti in seveda, če bo recimo jeseni bodo volitve v Ljubljani, če bo drug župan, bo mogoče koncesijo vrnil. Mogoče se noben nikoli ne bo odločil naprej, da bo pač to naredil. Pa je pa še ena zadeva. Namreč, če pogledamo Anhovo, ki ima tudi kurjenje odpadkov, katastrofa. Nihče ne kontrolira, kaj gre not v peči. Tovornjaki vozijo tudi iz tujine. Torej, mi nimamo, recimo v zvezi s to koncesijo, nimamo analize vstopnih snovi. Oni pravijo črni zabojnik, ma to ni nič. Ti moraš imeti analizo, jaz kot kemik ne bi pustil, če ne vem, kaj gre noter za sežig. To je ena stvar. Ne? Druga je pa kontrola dimnikov.
v Anhovem ni na dimniku gor nobene kontrole, kaj gre ven. To pa ni Nobene. res. To pa ostro. In Boste tudi, dobili besedo, boste a dobili veste, to bi vse bi takoj vedel, kaj gre ven. Grejo lahko tudi nanodelci, ki grejo skozi filtre. Ti so najhujši, ki grejo v pljuča direkt. Najprej, gospod Golja, torej, če se navežemo, ali boste preverjali, kaj bo šlo v resnici potem v sežigalnico? Absolutno. Kemično, tako kot je gospod rekel, bodo te zadeve preverjali. Seveda se bo vsaka šarža posebej preverjala, ne se pač naključno izbrano, ampak to že tako ali tako preverjajo, merijo tudi vsi obdelovalci odpadkov. Medtem ko kaj gre ven, je pa za to, da se vodi, nadzoruje sam proces čiščenja dimnih plinov, je to kontinuirano merjenje kar nekaj teh onesnaževal, ki je absolutno predpisano tako v naši zakonodaji, kot v evropskih direktivah. Kaj gre ven, se nadzoruje, gre skozi filtrirne sisteme, a ne? Ampak včasih seveda ljudje temu ne zaupajo, ker pravijo, meritve izvajajo znotraj podjetij in potem jih lahko tudi prikrojijo. Imeli smo take primere tudi že pri nas v Sloveniji, da se meritve okoljevarstvenih organizacij niso skladale z meritvami tistimi, ki so jih izvajali v podjetju. Kako torej na tem področju pridobiti zaupanje javnosti? A veste, kako da Tudi sedaj že v energetiki Ljubljana v obeh enotah za toplarne Šiška kot v Tetolu kontinuirano izvajamo meritve. Nekaj onesnaževal emisij, nekaj onesnaževal v zrak. Podatki so na voljo na našem portalu v Tetolu, so stalno na voljo. Na voljo so tudi na naši spletni strani. Poročamo jih neposredno povezavamo tudi Agencija za okolje, tako da je stalen nadzor nad tem, kaj se dogaja. Če slučajno katera meritev preseže ali pa da se izključi oziroma da je okvarjena, potem se sprožijo varnostni mehanizmi. Kaj to pomeni tudi v primeru sežigalnice? So te varnostni mehanizmi morda tudi taki, da se sežigalnica potem ustavi ali kako? Ja, seveda. Ne sme presegati. Vi ste prinesli neko tabelo, ko ste rekli, da boste predstavili ravno te meritve, da se kaj, količina... Količina prašnih delcev od leta 2021, od leta 2001 je padla na slaba 2%. Samo prašni delci v zadnjih 25 letih. Komentirate kaj, se to pozna kaj na zdravju ljudi, če se je to tako vprašanje. Če se še žigajo tako imenovane nenevarne to lahko nastaja nevarne kemikalije v zraku, kot so toksični ogljikovodik in tako. In to, če so te koncentracije v dimu mejhne, je lahko pretok velik, masa potem velika. Glavni problem v Ljubljani v primerjavi z Danci je potem, da smo v kotlini in da imamo ta temperaturni obrat. In v zimi bo vse to, če bo koncentracija v dimniku majhne, se bo v končni fazi nabirale v kotlini in bo onesnaženje veliko. To opozarja tudi Arso v svojem poročilu, da ker smo v kotlinski legi, da tudi že manjši izpusti lahko močno onesnažijo zrak, za razliko od ravnin na severnu Evrope. Zato smo mi proti sežiganju v Ljubljani. A se vam zdi, da se mi zdaj preuranjeno o tem pogovarjamo, glede na to, v redu, koncesija je, ampak ustrajajo sogovorniki na tej strani, da še ni na vseh analiz in da bo to v teku procesa vse bolj jasno, kakšne so analize, predvidevanja. Torej, je javnost vnaprej morda preveč zaskrbljena, po vašem ali ne? Ne, ni. Zato, ker v bistvu bi mogla biti bolj zaskrbljena, ker to so samo postopnih korakih rinejo projekt naprej, dokler ne bo enkrat prepozno. Tako, ko se je dogodilo naprimer, pri kanalu C0, tukaj se nam bo zgodilo pri sežigalnici, kar počasi rinejo do neke faze, ko bo rekla, zdaj pa sežigalnica že tukaj, za 400 ton odpadkov dnevno, odpadke moramo dobiti iz polovice Slovenije, tovornjaki bodo dnevno vozili sveti v Ljubljano in pač nisem. Torej, če paralelo vzamemo s kanalom C0, je to kakšna paralela? Ne, jaz bi mogoče še gospodu Ogrinu rekla, mi se zdelo tako predstavljeno, da bi
pa nisem odvetnik Anhova, niti ne želim biti nikogarkoli, niti sežigalnice oziroma termičnega objekta, jaz bi sama rada rekla, nismo glih banana republika, no? Se opravičujem, tako je bilo nekako iz teh besed. Pač, mislim, dejstvo je, da meritve so za ZVO-2A, ki je bil sprejet na pobudo pač, nevladnih organizacij, so noter predvidene trajne meritve, ki takoj grejo online na Agencijo za okolje, tam se pripravlja sistem, vidni bojo vsem ljudem, tako da s tem še zaupanje podkrepimo, da ne bo rekli, da pač teh meritev ne vidijo oziroma da se kakorkoli popravljajo. Tako da mislim pač tukaj se dela in da se meritve ne izvajajo, to pač ne drži. Zdaj težko rečem, kje je točno, kje na dimniku, ampak sigurna sem, ko sedim, ker dovoljenjem, vsaka industrija, vsako podjetje, upravljalec ima dovoljenje in skladu z dovoljenjem mora izvajati določene meritve in se tudi kontrolira na Agenciji za okolje. Tako da tukaj bi dala mogoče piko in tako bo tudi v tovrstnem objektu. Zelo paralelo mogoče s kanalom C0. Jaz tukaj zagotavljam, mislim tudi kot ministrstvo in kot vrh ministrstva, da nikako ne bilo mišljeno za nobeno podelitvo koncesije, če lahko, da bomo kakršnokoli zdaj na luč, to je zagotovil in državni sekretar in zagotavljam še jaz danes dodatno, da bi damo kakršno zeleno luč za sežigalnico oziroma za termični objekt. Tako kot smo rekli, so postopki, če greste še enkrat uredbo brati, piše pravnomočno gradbeno dovoljenje, tam imamo po vseh zakonodajih in stransko deležence in vse skupaj, tako da celoten postopek nas še čaka glede tega. Tako da jaz mislim, da je pa prav, da se pogovarjamo. Tako da pač, so pa kakšne penalne kazni morda, če naprimer je energetika izbrana, dobi koncesijo, pa potem seveda zaradi vseh teh postopkov ta koncesija pade, ali je upravičena potem energetika do kakšne odškodnine ali ne? To pa v razpisu to bo stvar tudi pogodbe, ki bo pač podpisana, nismo še tako daleč, kot da jaz bi pač tukaj so stavljena. Mislim, težko na to odgovorim. V koncesiji pisalo, v koliko času morajo zgraditi sežigalnico? Seveda bo. Vkolikor bodo prišli do pravnomočnega gradbenega dovoljenja, gospod Brvar. In kaj, če ne bojo prišli? Ja, potem ga ne bo zgrajene. In kaj bo s koncesijo? Potem jo bo vrje, seveda ne bo koncesija podeljena. Vse sem rekla, da težko zdaj na to odgovarjam, ker smo v postopku, da sploh nismo odšli postopku. Je pa smiselno vprašanje, seveda, ker je povezano le s finančnimi viri. Gospod Ogrin, še vi za zaključek, pa bomo pa samo še vsak svoje zaključne besede povedali. Jaz se strinjam s sogovornikom, pomembno so količine, ki bojo šle ven. Kajti v teh normativih, ki so običajno pri različnih kurilnih napravah, je v recimo miligramih na kubik meter. Ampak pomembni so kubik metri, to je ena stvar. Drugič pa, če ti razrečiš eno stvar z zrakom, boš šel pod normative, v resnici bo pa vseeno šlo v zrak. To se pravi, goljufanje na ta način z razrečenim zrakom dobiš nižje vrednosti, ki so v meji. To je zelo enostavno. Lahko sam še tukaj, sam še en dodatek. Jaz bi rada sam še enkrat poudarila, da je z novim zakonom o varstvu okolja ZVO-2 online meritve takoj na agencijo, nobenih umestnih korakov ni, pa nobenih umestnih preverjanj. Online, ne glede na to, kaj bo obveščenec, razumem, kaj gospod Ogrin govori, ampak meritev gre iz onega objekta, v tem primeru iz tovrstnega objekta, kolikor bi bil, takoj online agencijo. Tako da tukaj ni nobenega umestnega člena in to je agencija pripravila in tudi trenutno se priključuje. Ni umestnega člena, po katerem bi mogli razrečeval kdorkoli misli, da tam nekdo sedi in podatke pretvarja, mislim, ali pa popravlja, jaz ne vem. Tehnološko je treba poznati procese. Za zaključek prosim lepo, da vsak pove še svoje mnenje javnosti, ali je prav, da je zaskrbljena, ne, sežigalnica, da ne. Če začnem jaz mislim, da javnosti ni potrebno, da je zaskrbljena. Mi načrtujemo objekt v skladu z vsemi sodobnimi, najsodobnejšimi standardi in to bo tudi pogoj pri razpisu, če bo prišlo do tega, pri razpisu za izbiro ponudnika, se postrinjam z gospodom Ogrinom, da so pomembne skupne količine in recimo, če gledamo tudi skupne količine prahu, ker mislim, da prašni delci so največji problem v Ljubljani, sem šel pogledat, kakšne so recimo iz objekta v Lincu, ki je podobne velikosti, podobnega namena, se pravi po sami tehniki zelo podoben, emitirajo nekaj 100 kilogramov
teh prašnih delcev, mislim, da v letu 2024 je bilo 500 kg prašnih delcev v celem letu, naprava je pa obratovala, mislim, da več kot 300 dni. Se pravi, to je 1,5 kg prahu na dan. Podajam besedo gospodu Barvarju. Ja, zdravniki smo proti sežigalnici v sežigalnici odpadkov v Ljubljani. To je potrdil tudi strokovni svet kliničnega centra, kjer ga sestavljajo profesor in strokovni direktor vseh največjih klinik kliničnega centra, v bistvu nek vrh medicine v Ljubljani, in je napisal pismo Ministrstvu za okolje in prostor, da zdravniki nasprotujemo postavitvi sežigalnice, ker se bojimo, da bo prišlo do poslabšanja zdravstvenega stanja prebivalcev Ljubljane, ki pa je že zdaj slabo zaradi onesnaženega zraka. Gospa Bolte. Ja, najprej hvala tudi Zdravniki se bojijo, tako da dajte povedati zdaj javnosti. Mislim, jaz bi rada še enkrat rekla, da kljub temu, ker bo danes povedano večkrat, da kljub podelitvi koncesije, da pač to ne pomeni, da je zelena luč za sežigalnico oziroma za termični objekt, vsekakor vabim vse ljudi, da pač sodelujejo pri tej razpravi, bodoče, upam, da bomo še več takšnih razprav. Jaz bi si želela samo, da imamo podatke konkretne, tudi glede samega tehnološkega procesa vse skupaj, in da pač nekdo, mislim, da strokovno pač tukaj se pogovarjamo, ne pa pavšalno. Strinjam se z gospodom Barvarjem, da pač glede zraka, ampak dajmo pač razmišljati, da moramo že zdaj nekaj narediti. Ne? Sežigalnica dali nemislev zrak imamo že danes. Tako da pač tudi tukaj mislim, da je velik, tudi mogoče zdravniške stroke, da pač opozarja glede kurjenja v malih napravih, ker povzroča več kot 70% emisij delcev v Ljubljani. Gospod Ogrin, vaše mnenje? Ja, Alpe Adria je odločno proti sežigalnici in zahteva, da se obdelajo alternative. Recimo, kar se tiče individualnih kurišč, je treba razpisati na enak način študijo, več študij, kako to odpraviti. Sežigalnica je samo en predlog, lahko so drugi. Potem način obdelave odpadkov, recimo OMV iz Avstrije, je predelal s pomočjo pirolize v gorivo odpadke. Ne? To se pravi, imamo neke postopke, ki so drugačni, kot pa samo golo kurjenje. Ne? Dragi gledalci, za konec se vam zahvaljujemo za vašo pozornost. Čim manj smetite, da nam ne bo treba graditi sežigalnic. Lepo bodite, do prihodnjič, nasvidenje.